Šilen Tabor je najvišji vrh grebena, ki ločuje Pivško kotlino od doline Reke in Brkinov. Z dobrih 750 metrov višine se odpira širok pregled nad pokrajino. Skalnat plato se na dveh straneh konča s prepadno steno in je naravna utrdba. Ni čudno, da je bil poseljen že v prazgodovini. Ljudje so naravno dobro zavarovan skalni greben Šilen Tabora prvič izbrali za svoje bivališče že v pozni bronasti dobi, nekje ob koncu 2. tisočletja pred našim štetjem. Medtem, ko so mogočna obzidja nastala kasneje, v prvi polovici 1. tisočletja pred našim štetjem v železni dobi. Danes so ohranjena kot podolgovati, zatravljeni z gozdom in grmovjem porasli grebeni. Ko so Rimljani v času Julija Cezarja in Oktavijana dokončno obvladali ta območja, se Šilen Taborju seveda niso izognili. Toda rimski vojaki ga niso uničili, tako kot prenekatero gradišče tukaj v soseščini. Ampak je naselbina tukaj na grebenu živela naprej. O tem nam govorijo številne rimske najdbe, novci, zaponke, keramika in drugi predmeti. V srednjem veku so se tu križale trgovske poti iz notranjosti proti Kvarnerju in Tržaškemu zalivu. Od 15. stoletja dalje tu potekajo tudi poti turških vpadov. Zaradi turške grožnje so plemiči rodbine Ravnah na vrhu Šilen Tabora sezidali obrambni kompleks. Poleg gradu je obsegal tudi velik utrjen tabor, kamor so se pred nevarnostjo zatekali kmetje iz okoliških vasi in kjer se je zbirala vpoklicana deželna vojska. Od mogočnega gradu in taborskega kompleksa danes ni ostalo veliko, a vendar lahko na podlagi starih opisov in predvsem Valvazorjeve upodobitve, pa tudi novejših topografskih raziskav, pri čemer si pomagamo predvsem z analizo liderskih podatkov, dokaj verno rekonstruiramo takratno stanje. Na vrhu skalnega grebena je stal mogočen grad, nato pa vzhodno pod njim so ležale 3 dodatno utrjene terase ali bolje rečena dvorišča, ki so bile obdana z obzidi in dodatno branjena s stolpi. Večjih sistematičnih arheoloških raziskav na Šilen Taborju še ni bilo. Arheologi so zgolj dokumentirali posamezna uničenja ob gradenih posegih v modernem času, odkritih pa je bilo tudi kar precej posamičnih najdb tukaj v okolici, ki pričajo o življenju ljudi na Šilen Taboru med prazgodovino in srednjim vekom. Med najstarejšimi najdbami na Šilen Taborju je odlomek ročaja bronastega srpa iz pozne bronaste dobe, se pravi iz konca 2. tisočletja pred našim štetjem. Iz obdobja obstoja gradišča imamo železnodobne najdbe. Med najzanimivejšimi so verjetno odlomki uhatih sekir in drugih ingotov, ki so jih uporabljali za razpečevanje kovine oziroma za blagovno izmenjavo, kot denar pred denarjem. Rimskodobna poselitev je zastopana s številnimi zaponkami, s katerimi so se ljudje v tistih časih spenjali plašče in druge dele obleke. Z rimsko vojsko v 4. stoletju povezujemo plumbato, posebno obliko metalnega orožja tistega časa. Iz dolgega obdobja po koncu rimske dobe imamo malo najdb. Med njimi je ščitast trn pasne spone, ki jo lahko povezujemo z vzhodnimi Goti ali morda Longobardi. Precej mlajša, iz 10. stoletja, pa je pozlačena zaponka. Glavnina ostalih najdb je seveda povezana z obstojem gradu in taborskega kompleksa na Šilen Taborju. V drugi polovici 16. stoletja so turški vpadi prenehali in grad s taborom je izgubil svoj obrambni pomen. Deželna oblast je prekinila financiranje in brez vzdrževanja je kompleks začel propadati. Svoje so opravili zob časa, kmečki nemiri, strela, Napoleonovi vojaki. O mogočni utrdbi na Šilen Taboru danes skoraj ne najdemo več sledi.
A kako lahko tako velik kompleks popolnoma izgine? Po opustitvi taborskega kompleksa so mogočne stavbe sčasoma izginile. Kaj se je zgodilo? Okoliški prebivalci so potrebovali gradbeni material in so kamen sčasoma raznesli, del stavb pa so dobesedno skuhali, saj so kamen uporabljali za kuhanje apna. Danes je Šilen Tabor priljubljena izletniška točka, ki z razgledom na Pivško privablja pohodnike in kolesarje. Na greben vodijo urejene poti, med drugim krožna pot vojaške zgodovine in pot gradov, ki imata izhodišče v parku vojaške zgodovine Pivka.